Kratki rezi, nova knjiga režiserja, publicista in avtorja Nejca Poharja, je izšla v eminentni zbirki Spoti pri Cankarjevi založbi. Delo, ki nas popelje v zakulisje mednarodnih oglasnih produkcij, na prizorišča nastajanja oglasnih sporočil v različnih državah, niso klasičen potopis, prej morda mozaik sodobnega sveta. So zelo berljiva, duhovita, razgibana in široka knjiga s številnimi referencami iz sveta umetnosti, popkulture, zgodovine in sodobnosti. Kratki rezi ponujajo tudi slasten vpogled v mednarodno kulinariko in srečanja z raznolikimi posamezniki, ustvarjalci, hkrati pa nevsiljivo odpirajo večje teme, vprašanja kot so pripadnost, dom oziroma domovina, etika oglaševalskega sveta, družbena neenakost, posledice postkolonializma oziroma kolonializma in globalizacije ter, ne nazadnje, človeška osamljenost. Več pa v nadaljevanju. Z Nejcem Poharjem se bom pogovarjala Tina Kozin. Nejc Pohar, lepo pozdravljeni. Spoštovani poslušalci, tudi vam še enkrat lep pozdrav. Dober dan, sem zelo počaščen, da sem lahko tukaj z vami. No, mi pa smo počaščeni, da ste prišli. Nejc Pohar, na Arsu vas gostimo prvič, čeprav ste zdaj v zadnjem dobrem letu in pol, če se ne motim, ali morda malo več izdali 3 knjige. Zelo odmevno in prav tako zelo dobro knjigo, dvojno knjigo, pravzaprav Jadran za Slovence in Slovenci na Jadranu. Knjigo Kratki rezi, ki jo bova danes malo podrobneje obravnavala, in pa, če se ne motim, knjigo Čka, to pa je knjiga poezije, ki je izšla pri Črni skrinjici, ampak v njej je zelo malo dostopnega, tako da nisem čisto prepričana o teh podatkih, ki sem jih zdaj navedla. So pravi? Razen tega, da se je pravzaprav vse zgodilo v roku enega leta. Skratka, te knjige so se, in to je prej naključje, kot to, da bi si jaz tega zelo želel, išle v roku enega leta. Skratka, pred enim letom je bil izid, en teden pred tem, ko se pogovarjava, in pred enim letom je bil izid prve knjige, ki je bila Jadran za Slovence, Slovenci na Jadranu. Ok, kaj pa knjiga Čka? Potem je šla knjiga Čka. Aha. In pa so šli Kratki rezi. Kako pa se počutite kot pisatelj, bom rekla, kot avtor? Kaj vam omogoča jezik, česar vam morda te filmske oziroma oglaševalske podobe niso omogočale? So bile tudi filmske podobe, pa podobe ene nadaljevanke na terapiji, se reka. Tako, to sem režiral. Tudi to sem še mislila omeniti. Ampak če je vprašanje, ko bi rekel, razmerje med ustvarjanjem zvokov in podob, pri podobah je treba, pa ne samo zato, ker smo na radiju, vedno omeniti tudi, skratka, pri vseh vizualnih vsebinah so to audiovizualne vsebine in je zvok izjemno pomemben. Jaz bi rekel, da me je ves čas v življenju zanimalo razmerje med podobami pa besedami. Začel sem pisati, pa si ne bi rekel pisatelj, pisec, nekdo, ki piše, da bi razumel svet. Sem začel pri 21, sem jaz prvič objavil nekje javno en tekst in to je bilo v reviji Ekran. Takrat se mi zdelo, da se mi je Marija pokazala zato, ker je bila Ekran revija, ki je bila vsaj v 80-ih zelo pomembna za razumevanje sveta, pa tudi, kako bi rekel, pomembna za Slovenijo kot tako. In prvi tekst je imel naslov, ko sem ga objavil v Ekranu, po spominu O.J. Simpson se zaleti na izgubljeni cesti, a vseeno uide poroti. Skratka, že tam je šlo za poskus razumevanja sveta v razmerju med podobami pa besedami, če rečemo temu tako. In zakaj se mi je zdel tudi Ekran zelo pomemben? Zato, ker izhaja iz te dediščine Cahiers du Cinéma, to je ena čuvena filmska revija, ki je začela izhajati v Franciji, kjer se je izkazalo, da so ljudje, ki pišejo o filmu, lahko postanejo tudi filmski režiserji. Skratka, Godard je najprej začel kot filmski kritik in potem začel režirati. Zakaj pa je to pomembno? Zato, ker so že v Cahiers du Cinéma pravzaprav pokazali, da je razlika med visoko umetnostjo pa popularno kulturo v 20. stoletju, kamoli v 21. stoletju, pravzaprav presežna in da ni zares pomembna. In
kako se počutim med pisanjem v primerjavi z režiranjem. Podobno mislim, da je iskanje razmerja med formo pa vsebino, da je v tem vsa skrivnost. Se pravi, ste med pisanjem knjige Kratki rezi lahko živeli tudi režiserja v sebi, v tem smislu, da recimo tudi taka knjiga predstavlja neko kompozicijo, razvrščanje prizorov in potem njihovo opisovanje ali pa iskanje nekega ritma, recimo. Ja, moj življenjski moto je vers iz ene pesmi Louisa Reeda, Some Kinda Love, mislim, da je naslov te pesmi, in vers je Between thought and expression lies a lifetime. Jaz si pisanja in režiranja ne bi upal primerjati, ne bi si upal nič posploševati, prej bi rekel, da sta postopka pisanja pa režiranja precej raznorodna in da je pisanje bistveno bolj podobno montažnim postopkom kot pa režiranje. Verjetno je pa res, da jaz, kako bi rekel, pišem tako, kot pišem, zato ker sem prej režiral, kar sem režiral, in režiram tako, kot režiram, zato ker sem prej pisal. Upal bi si reči, da sta oba postopka se napajata v arhitekturi. V arhitekturi kot procesu, ki poskuša sekvencionirati ali pa ustavljati neke podobe v času, gradnike. Vsaj jaz tako pišem. In upal bi si tudi reči, da je moje pisanje in pa tudi režiranje, da vedno temelji na tem, da se ukvarja na začetku s konkretnimi prostori. Se pravi, da ne gre od univerzalnega k partikularnem, ampak prej obratno. V tem smislu sem, kaj bi rekel, vulgarni empiricist na način, da je najprej kraj in potem večnost. Ko ste rekli, da pišete tako, kot pišete, ker ste prej režirali, in da režirate, kot režirate, ker ste prej pisali, verjetno tu lahko prišteva še pač sam tudi vašo izobrazbo. Ste sociolog kulture, tega še nisem povedala, umetnostni zgodovinar, ste, zdaj grem že onstran izobrazbe, velik cineast, bralec, dober poznavalec glasbe, umetnosti sploh. Gospa Kozin, nehajte, ker bom zardel, smo na radiju, česar se ne vidi, ampak ja, res pa je, da sem... Hotela sem samo povedati, da to je pa tisto, kar vas je oblikovalo, predvsem tem, kar sva zdaj povedala, in to se tudi pozna v vaših besedilih, ta res široko pogled v neko umetnostno, kulturno zgodovino in sedanjost tudi, no. In pop kulturo, seveda. Jaz sem študiral to, kar sem študiral, zato da bi pol študiral filmsko režijo. Filmsko režijo sem v nekem trenutku na praški šoli, in to na češki smeri, FAMU se reče tej akademiji, zares študiral, ampak študij zelo hitro opustil, zato ker sem začel delati druge stvari. In tudi, če sem prej rekel, kaj je bil prvi tekst, moja diplomska naloga se je na umetnostni zgodovini ukvarjala z nebotičniki kot arhitekturnimi objekti, tam sem delal neko ikonološko pa formalno stilsko analizo. Na sociologiji kulture sem pa diplomiral iz proučevanja, to je malo težka beseda za diplom, ampak sem se ukvarjal pa z Davidom Fincherjem, ki je pa izrazit režiser, ki se ukvarja s prostori. Skratka, če pogledate njegov film Panic Room, mislim, da je slovenski prevod Soba za paniko, je to pravzaprav topološki film, film o tem, kako se premikati skozi prostor. No, če sva zdaj tu, bom tudi nadaljevala. Kratki rezi, ne? Tu človek nehoteže pomisli na Altmana in na njegove shortcuts, ne? Kjer ne povsem podobno kot v vaši knjigi srečujemo ljudi, ki se ne srečujejo ali se bežno povežejo v nekih trenutkih, vsi skupaj pa predstavljajo neko podobo sodobnega sveta. Razmišljala sem, da je vaša knjiga morda v nekem smislu celo antipotopis, glede na to, da pripovedovalec potuje tja, kamor mu naročijo, ne? Hkrati pa spremljamo potem tista prizorišča, kamor običajni popotnik niti ne pride, ne? Pa me zanima, glede na vso paleto likov, ki jih tudi pokažete v knjigi, bi lahko rekli, da gre tudi tu za neke vrste mozaik sodobnega sveta, za čutenje sodobnega človeka? Jaz si ne bi upal sodobnega sveta ali pa pozicije človeka v sodobnem svetu poenotiti. Mislim, da je svet bistveno bolj ali pa bolj kot kadarkoli prej razdvojen na način
pa bom kar rekel, delodajalcev in delojemalcev, in ta knjiga je pravzaprav knjiga enega izmed delojemalcev, ki potuje po svetu, v teh nenavadnih krajih, v tem smislu je to gastarbajterska knjiga. Starejše poslušalke pa poslušalci bojo razumeli, o čem govorim, če rečem gastarbajter. In mislim, da današnji potopis ni več način geografije, v smislu, da bi opisovanja, če gledamo etimološko, to ni več opis poti ali pa krajev, ampak je opis v mojem primeru časov. Zakaj sem se jaz pravzaprav odločil, če zdaj si sploh upam govoriti o samem sebi, zakaj bi to knjigo poskušal izdati? Zato, ker so kraji, v katerih sem delal, govorim predvsem o Ukrajini pa o Libanonu, ne bojo nikdar več takšni, kot so bili. Skratka, to ni knjiga o tem, kje sem bil, ampak kdaj sem bil. In teh časov ni več, tako da je knjiga en izmed načinov, kako nekaj povedati o krajih, ki jih nikdar več ne bo. Rekli ste gastarbajterska knjiga, vendarle pa pridete tudi v stik z delodajalci. Ja. Jaz sem začel režirati reklame, misleč, da bomo od diktata svobode prišli v čase, ko nam bo omogočena svoboda izbir. V zadnjem času bi si upal reči, da smo se pri tem še kako prekleto motili, ampak ob tem morda tudi uživali. Skratka, jaz sem verjel na začetku, da je oglaševanje način pospeševanja velikih civilizacijskih dosežkov. Če govoriva, ne vem, o internetu, vse tam je vendar vso znanje tega sveta. Dobesedno so tam vse knjige. Izkazalo se je, da je bila ideja individualne svobode kot predpogoja za svobodo vseh, pravzaprav način, kako bi si delodajalci, lastniki ali pa celo kapital sam, če hočete tako, prisvojili raznorodnosti. Skratka, meni se vedno bolj zdi, da ni nihče svoboden, dokler nismo svobodni vsi, in da je v tej enačbi solidarnost popolnoma izostala in da so bile spregledane socialne razlike. Tako da je ta knjiga tudi knjiga o tem, kako sem si, ko bi rekel, sam umazal roke, ne da bi to vedel, pri tem pa tudi zelo užival. Zato, ker še vedno ni ga lepšega, kot prevesti besede v podobe in zvoke. Še vedno režirate reklame? Ne, jaz mislim, da seveda nikoli ne reči nikoli, ampak to delam bistveno manj. Res pa je spet, da sem zdaj, ko bi rekel, to je tako kot pri vrhunskih športnikih, da vprašate človeka pri 50-ih, če še vedno igra nogomet, zelo težko. Mene trenutno zelo zanima pisanje in zelo bi me zanimal tudi film, ampak film, ki bi bil organiziran po neki horizontalni strukturi. Skratka, če bi se jaz zdaj odločil, da naredim celovečerni film, bi rabil 5 let, ta ekipa bi rabila 5 let, tako da se mi paradoksalno zdi pisanje trenutno bistveno hitrejši medij kot film. Delo režiserja je, glede na to, da v njem uživate, verjetno tudi lepo, je pa tudi stresno in zelo hitro. To lahko razberemo pač tudi iz knjige Kratki rezi. Pa me zanima, kakšen je, glede na to, da se ukvarjate v knjigi precej tudi z etiko oglaševanja danes, ne? Kakšen je pogled na svet naročnika oglasnih sporočil? Kot rečeno, ko sem jaz začel režirati, sprašujte me, kako naročniki gledajo na svet. Tako, ja. Kajti, kot napišete tudi v knjigi, spremljamo neko iluzijo življenja v oglasnih sporočilih. Jaz sem začel režirati včasih, bom rekel z enim primerom. Midva sva v enem trenutku z mojim očetom sedela sred enega zaliva ob otoku Rab na enem majhnem gumastem čolnu in so po mobilnem telefonu poklicala mojega dedka, ki je bil toliko nepokreten, da ni mogel biti z nama, in meni se je zdel to velik civilizacijski dosežek in naročniki v tem času so verjeli, da je to velik civilizacijski dosežek. Zdaj se mi zdi, da se je v zadnjih 15-20 letih pokazalo, da naročniki ne verjamejo več v to, da naj bi bila svoboda vseh pogoj za svobodo posameznikov, ampak jih zanima sam presežna vrednost. Skratka, ne verjamejo niti več v svoje produkte. Rekli ste, da je to pač tudi knjiga o nekih, konkretno o Ukrajini in Libanonu, deželah, ki jih pač nikoli več ne bo takih, kot so bile. Kako konkretno je nastajala ta knjiga? Potem vas bom prosila tudi, če preberete en odlomek. Zdaj v mislih imam pa to, da nekje lahko preberemo vaše razmišljanje, ker dobesedno pišete, da gre za razmišljanje, ki je nastajalo že na samem prizorišču
snemanja, ne? So to v glavnem recimo predelani taki zapisi, ki ste jih že oblikovali takrat, ali ste se, kaj pa vem, preko nekih osnutkov oziroma nekih zabeležk pisanja lotili skoraj v celoti zdaj s pogledom za nazaj? Ambicija te knjige nikakor ni bila, da bi bila to reportažna knjiga, obenem pa, o tem so se pogovarjala z Andrejem Blatnikom, sjajnim urednikom, a ohranila v tej knjigi tudi imena in priimke ljudi, s katerimi sem sodeloval. Oba sva se strinjala, da je to nujno, zato da bi ljudje vedeli, da se je vse skupaj zares zgodilo, skratka, da sem res bil tam. Jaz sem si po vsakem snemanju delal zapiske, ki so bili zelo raznorodni. Od nekih zelo kratkih zapiskov do tehničnih zapiskov, skratka, risal sem si tlorise, luči, scenografij, zapisoval sem si, kere objektive smo uporabljali in tako naprej. Ponavadi sem si na poti nazaj naredil en, kako bi rekel, zelo nestrukturiran zapis o tem, kaj se je tam zgodilo na mnogih ravneh. In tam sem tudi govoril o ljudeh, ki jih zdaj, ali pa situacijah, ki jih opisujem v knjigi. Res pa je, da je čas predvsem biti na snemalnem mestu. Vse režija je sestavljena iz postopkov postprodukcije, produkcije, rečemo temu snemanja, pa postprodukcije, skratka človek je tudi v montaži, ampak čas režiranja biti na snemalnem mestu je pa tako zgoščen, da se tam pojav, si upam reči, ena posebna vrsta koncentracije, kar pomeni, da sem si jaz ene stvari lahko bolj natančno zapomnil. In ta knjiga je nastala kot posledica združevanja vseh teh zapisov. Res pa je, da je spomin, ko bi rekel, vrljiva kategorija, v katero, skratka, razmerje med sedanjostjo ali pa s pozicijo tega vprašanja, iz katere pozicije človek to piše, kot rečeno, bolj me je zanimalo, kdaj se je to zgodilo, kot pa kje. To sem vas vprašala tudi zato, ker me je že med branjem sem razmišljala o tem, kdo je ta pripovedovalec. Ne? Je to Nejc Pohar, ki je takrat stal na teh prizoriščih? Je to Nejc Pohar, ki je v bistvu avtorjev alter ego, brez neke konkretne povezave z avtorjem, ali je to pravzaprav avtor, ki govori v prvi osebi in bolj kot da bi se spominjal, v bistvu piše knjigo, ne? Ampak mislim, da ste mi že skoraj da odgovorili na to vprašanje. Saj, verjetno imate, kako bi rekel, vse drži, nič od tega ne drži. Ja. Jaz mislim, da bi bil spet kredo pisanja ali pa česarkoli, celo mogoče preživetvena strategija, da človek v življenju vzpostavi distanco do samega sebe. Skratka, da v enem človeku seveda ni samo en človek, ampak sta vsaj dva. In tudi, če bi rekel, kaj je bila, kako se bo temu rekel, epistemologija je že metodologija, ali kako, skratka, da je bil poskus, kako pisati v mojem primeru, v formi si vzpostaviti pogoje, da bom lahko izumil nek bananin olupek, ki ga bom vrgel sam v sebi in na njem padel in med ostajanjem ugotovil, da je svet mogoče malenkostno drugačen. Tako da v trenutku, ko človek se istoveti ves čas samim sabo, zapade v teh časih pa sploh. Bodi si v moraliziranje in katastrofiziranje, se pravi, se pojmuje kataloga žrtve, ali pa na drugi strani postane zavržen oblastnik. Narcis. Ja, se o tem pravzaprav na nek način tudi govori vaša knjiga, ne? Pa ne samo o identificiranju samim seboj, ampak o identificiranju z različnimi kategorijami, recimo dom, domovina in o nujnosti tega izstopa v neznano, recimo, ne? In v srečanje z nepričakovanim. Ja, jaz sem zelo ponosen, da sem Slovenc in sem to tudi po svetu, kako bi rekel, se nisem sramoval tega, da sem Slovenc, prej obratno, se je vendar pesnik napisal našo himno, bi se pa prej, ko sva govorila o spominu, zelo bal tega, da bi se, rečemo temu, ponos na ravni nacije ali pa celo kontinenta Evrope enačil s tem, da je to samo ena izmed možnih resnic. Skratka, takoj, ko govorimo o domu, domovini in družini, se meni zdi, da postane pojmovanje doma precej zavržno v smislu, da izključuje ostale oblike bivanja. Skratka, meni se zdi, da je fino iti kam drugam, zato da bi se človek oddomačil, da je edina pot priti domov, tako da se človek oddomačuje. S tem se strinjam. Se pravi, to dobro prikažete tudi v knjigi.
Ampak tako hitro življenje, ne, kot ga terja življenje režiserja oglasnih sporočil, tako hitre menjave tudi krajev, prizorišč, to verjetno vendarle pusti ne nujno pečat, ampak neko sled na pojmovanju lastne identitete oziroma na tem, kaj so njene stalnice, kaj niso. Kako ste vi to doživljali? Tako da zdaj, če 3 mesece ne grem iz Slovenije, postanem depresiven in resno zaskrbljen, pa tudi, če je to v Trst na kafe. Tako da se mi zdi, da bi bilo treba na državni ravni ljudem predpisati, da grejo enkrat na 5 let na istanbulsko letališče, zato da bi videli, da je svet vsemu navkljub raznoroden in nenavaden kraj in da ne obstaja nobena idealna podoba Zahodne Evrope. Zdi se, da človek na ta način tudi odvrže lahko določene fobije in predsodke. Meni se je življenje spremenilo po tem, kar se je zgodilo v Gazi, oziroma kar se še dogaja v Palestini. In to ne nujno zato, ker tam poteka genocid, ampak zato, ker se dogaja v živo in ker ga mi gledamo. Jaz sem ves čas verjel, da sem Evropejc, ali pa bi rekel, sem bolj ponosen, da sem Evropejc kot Slovenc, v smislu razsvetljenskih vrednot. Zdaj se mi zdi pa, da je Evropa v tem smislu začela počasi razpadati in da se kaže, to je malo povezano tudi z oglaševanjem, da pravzaprav ni bila sposobna niti bazične solidarnosti. Še huj, mislim, da se je zdaj zelo jasno da videti, tudi včasih, ki so tako hitri, kot so, da obstaja vsaj dvorazrednost po celem svetu in da so socialne razlike in tudi razredne razlike bistveno večje kot kadarkoli prej. Obenem pa, če govorite pa o teh tujostih ali pa, ko bi rekel, strahu pred tujostmi in tujinami, pa rečva kar v Sloveniji, je zanimivo, da tudi ljudje, ki potujejo kot turisti ali pa popotniki, o tem pa pišem tudi v knjigi Jadran za Slovence, Slovenci na Jadranu, je zanimivo, da tam poskušajo sam potrjevati pozicije, ki so jih vzpostavili že doma. S prigodo, ko mi je povedal en prijatelj, skratka, Masaji, večina ljudi gre gledati Masaje zato, ker skačejo v zrak in so oblečeni v tradicionalna oblačila. Če si človek vzame dovolj časa in na teh potovanjih, tudi snemanja so taka, da je kdaj treba čakati na čas, da se kaj zgodi, ugotovi, da Masaji, ko opravijo svojo službo ljudi, ki so takšni, kot so za pogled turistov, popoldne delajo dosti podobne stvari, kot mi sami. Skratka, na YouTubu so pa Instagram gledajo. Oblečeni v kavbojke in majice s kratkimi rokavi. No, turizem je posebna oblika popotovanja. Nejc Pohar, nekaj sem vas še želela vprašati, pa vas bom po tem, ker sva že zelo dolga, bi prebrali kratek odlomek iz knjige, toliko, da poslušalci dobijo vtis, o čem govoriva. Z velikim veseljem. Lahko si izberete državo. Imate Libanon, Združene arabske emirate in Pakistan. Ampak jaz mogoče predlagam Libanon. V redu. Na plaži je bobnel glasen haos. Raimonda je hvalila svoj novi bikini, njena najboljša prijateljica pa svoj novi burkini. Meni, utrujenemu po dolgem snemalnem dnevu, ni bilo jasno popolnoma nič. Nima pa ni bilo jasno, kaj mi ni jasno. Ne, ŽK, pa saj nismo v Franciji, da bi prepovedovali, kako in v čem naj se kdo okopa v morju. Bejrut je eno izmed mojih najljubših mest v absolutni kategoriji postal že mnogo prej. Bolj, ko sem skušal mesto razumeti, kompleksnejše in zanimivejše je postajalo. Če si sredi januarja 2015 v Torino Expressu dopoldne spil sijajno kavo in poslušal Hendrixa, si se lahko čez 15 minut znašel na podpornem srečanju proti terorizmu, kjer so ljudje nad glave dvigovali kartone z napisom Je suis Charlie. Čez pol ure pa med množico, ki je nad glavami vihtela podobe Hasana Nasralaha, voditelja Hezbolaha. In to v enem dnevu. Težko bi rekli, da v mestu ni bilo na vsakem koraku opaziti ogromnih družbenih razlik, a se je obenem zdelo, da ljudje navkljub vsem težavam, 15-letni državljanski vojni, zapleteni zunanje politični situaciji, korumpirani vladi in nezavidljivi prihodnosti, poskušajo živeti. Živeti skupaj, sobivati. Omar se je nasmehnil. Armenci, Sirici, Palestinci, Iračani, Turki, Kurdi, Francozi, Italijani, cela Severna Afrika. To so staroselski begunci, ki smo jih v Libanonu sprejeli bolj ali manj odprtih rok. V zadnjem času je tu vedno več ljudi iz Bangladeša, Etiopije in Tajske. Ampak slej ko prej vsi postanejo Libanonci. Ker kot Libanonec se ne rodiš, ampak Libanonec postaneš. Pravzaprav ni pomembna barva krvi, ampak stanje duha. Žilber me je potrepljal po rami. A hočeš še kakšen seznam? Poglej na primer religije.
Alaviti, armenski katoliki, armenski pravoslavci, kopti, druidi, zahodni katoliki, maroniti, sirski katoliki, sirski pravoslavci, suniti, šiiti, magdavici. Vse skupaj je preveč zapleteno, da bi to kdorkoli lahko razumel, sam vsakič, ko me napade eksistencialna kriza in začnem razmišljati o tem, zakaj se Bog kaže na tako različne načine, naročim slaščico. Sam sem obnemel, Gilbert pa je izginil. Čez 5 minut se je vrnil z lično kartonasto škatlico. V njej je bilo nekaj, kar je spominjalo na štruklje in se v ustih začelo topiti takoj, ko sem pojedel prvi grižljaj. Zaprl sem oči, zazdelo se mi je, da česa boljšega, rahlejšega in plemenitejšega nisem jedel še nikdar. Halavet el džiben, sirska slaščica, v tanko testo zavita mešanica različnih sirov, prelita z rožno vodo in posuta z zdrobljeno pistacijo. Se je nasmehnil Gilbert. Tale odlomek mi je bil všeč. Samo še eno vprašanje bi vam postavila za konec, ker nama čas kar malo prehitro beži. Vrnila se bom pa k režiranju in k produkciji oglasnih sporočil. Pa ne nazadnje, ne samo k temu. Glede na to, da ste režirali tudi serijo Na terapiji, ki je bila zelo odmevna. Zanima me, kako se počutite oziroma ali kdaj razmišljate o tem, da kot režiser v bistvu oblikujete način, na katerega ljudje danes razumemo svet. Kot sva rekla že oba na začetku, svet je izrazito vizualen, v glavnem ga razumevamo prek sporočil, oziroma kot jih dojemamo prek raznih ekranov, oglasov, omrežij in tako naprej. V tem smislu jaz mislim, da so moje roke umazane. Saj sem vendar delal reklame, nisem snemal filmov v smislu Beletarja ali pa koga od velikih režiserjev. Obenem bi pa, če bi bil na zatožni klopi, priznal, da smo bili vsi, tudi arthouse filmi ali pa tudi umetnost kot taka, zapeljani v smislu užitka. Jaz sam v smislu užitka pa še mnogo česa, mogoče nevednosti, mladostniške zaletavosti in tako naprej, da ni nič bolj vznemirljivega v mojem primeru kot to, da iz črk nastanejo podobe in zvoki. Obenem pa mislim, da je hitrost, odzivnost, če hočete celo prijaznost in profesionalnost, da so to lastnosti, ki niso nujno lastnosti neoliberalizma in da so v teh časih bitke za javno zdravstvo, javno šolstvo, konec koncev tudi javni radio in javno televizijo še kako pomembne. Osnovni namen tega, kar sem jaz počel in tudi zdaj pisanja, je bilo to, da navkljub temu, čemur vi rečete hitrost zmanjševanja sveta na zaslone telefonov pa prenosnih računalnikov, navkljub temu, da se da svet zreducirati na neke binarne opozicije, da je svet še vedno zanimiv in raznoroden kraj in da konca sveta ne bo. Se kar strinjam. Nejc Pohar, hvala za tale zelo zanimiv pogovor, še bolj hvala tudi za vašo odlično knjigo. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili najinemu pogovoru. Vabim vas seveda k branju knjige Kratki rezi mojega današnjega sogovornika Nejca Poharja. Za tehnični del oddaje je skrbel Gašper Loborec. Z Nejcem Poharjem pa sem se pogovarjala Tina Kozin, ki bom odslej tudi urejala in vodila oddajo iz Šloje.